Balaton Boglar je mesto ob obali in trenutno z možem uživava v prijetnem dopoldnevu. Vreme je lepo, vzdušje tako zelo sproščeno in prav vesela sem, da si lahko vzamem čas za kavo in opazujem življenje okoli sebe. Zdaj sva se z možem ustavila na eno kavico, pol bova šla pa na kosilo. Tu je veliko prijetnih lokalov, ki kar vabijo na osvežilno pijačo in sproščen klepet ob kavi. Po prijetni osvežitvi pa naj vodi pot naprej. Še malce se prepustiva raziskovanju mesta, saj je vsak kotiček vreden ogleda. Ogromno je nesence in skozi to mesto je speljano ogromno enih drevoredov, tudi kolesarska steza, ki gre ob Balatonu, veliko kafičev je in pa restavracij za kaj pojesti. Seveda tudi plaža. Zdaj bova naredila še en kratek sprehod in nabrala nekaj korakov. Čudovito poletno jutro je kot nalašč za raziskovanje. Sprehod začenjam v objemu zelenega parka, ker visoke krošnje dreves ponujajo prijetno osvežitev pred toplim soncem. Ko stopimo iz sence, nas hitro prevzame živahen utrip mesta. Sprehajamo se mimo barvitih stojnic, ker najdemo spominek za svoje najdražje. Skozi ta kraj gre tudi kolesarska steza, ki gre okrog in okrog Balatona, ta, ki je dolga 200 kilometrov. Mesto je turistično in tle najdete ogromno ene zabave za otroke kot tudi za vas. In nato se pred nami odpre pogled na plaže in neskončno modrino Blatnega jezera. Popoln zaključek umirjenega potepanja. In moram reči, da sem kar navdušena, da mi je zelo všeč. Terasa oder? Na terase kar v redu. Hier, ja. Ja, nehmen Sie Platz bitte. Kommt gleich. Odlično sva pojedla v eni izmed domačih madžarskih gostiln. Pot naju vodi navzgor proti hribu, kjer naju čaka nekaj zares posebnega. Pa jaz mislim, da bi se tudi mogla upati sem gor, a? Pred nama se dviga ikonični Sphere Lookout, čudovita razgledna krogla, ki ponuja tisti najlepši dih jemajoč pogled na celotno Blatno jezero. Ta stolp je bil zgrajen 1967. leta, jaz sem imela takrat 1 leto. Zgrajen je bil v Budimpešti in je bil mišljen kot razstavni paviljon. Inspiracijo so pa dobili po belgijskem Atomiumu. Potem so ga prestavili v kraj Balaton Boglar in temu tudi zdaj rečejo madžarski Atomium. Zelo dobro je postavljen na taki višji točki, na hribu in se vidi cel Balaton. Pogled na Blatno jezero od tukaj zgoraj je zares čudovit in pomirjajoč. A čas je, da se poslovimo od te nenavadne razgledne krogle. Počasi se odpravljava nazaj navzdol,
po stopnicah in kovinski poti, ki naj jo vodi nazaj med mestne ulice. V Šiofoku pa sva naletela na nekaj zares nenavadnega in zabavnega. Pred nami stoji hiša, ki je postavljena popolnoma na glavo. Njen vrh je na tleh, temelji pa gledajo proti nebu. Že pogled od zunaj na to nenavadno arhitekturo poskrbi za malce zmeden, a zelo simpatičen dopustniški vtis. Se te prav zanaša. Ti kak občutek, a? A je zanimiv občutek, a? Ja, zelo. Kot da hodiš po stropu in te prav zanaša. Joj, te prav vleče dol. Greva zdaj še gor, a? A pa še zgornje nadstropje. Zdaj se moram prav skoncentrirati. Ti se mi zdaj kar odnese dol, a? Ti je še dobro, da je tle ograja. Ojojoj. Se mi zdi, da se bo hiša kar prevrnila. Ja. Zdaj bi občutek, kot da bi bila pijana. Ali kaj sem, ne vem kako. Ti, tu je, koliko je višinska, a? Ti pa kar na ta konc te nese. Joj. Me že se da kaj odpreti? Ne. Zanimivo. Kaj pa tukaj? WC. Pa tu škabina. Ko se obrneš, ko dol skozi te kar nese. Ja, zanimivo, kaj se zmislja vse. Vstopiti v to narobe obrnjeno hišo je posebna izkušnja, a pravi izziv se začne šele tukaj, v zgornjem nadstropju. Strop pod nogami je postavljen popolnoma poševno. Možgani ti govorijo eno, tvoje oči pa vidijo nekaj povsem drugega. Vsak korak je preizkus za ravnotežje. Hitro ugotoviš, da se moraš z rokami oprijemati sten, da sploh ostaneš na nogah. Zdaj pa počasi dol. Po vsem tem lovljenju ravnotežja je čas, da se spustim v spodnje nadstropje. Vsaka stopnica navzdol prinaša nov pogled na to nenavadno hišo. Občutek je zabaven in unikaten. Ko hodiš po teh stopnicah, imaš občutek, da vstopaš popolnoma drug svet, kjer pravila gravitacije in logike preprosto ne veljajo več.
Zdaj sva si šla pogledati to hiško, ki je obrnjena na streho in imaš občutek, kakor da hodiš po stropu. Prav loviti se moraš. Prav zanimiva izkušnja. Hiša je dobesedno obrnjena na glavo in streha spodaj, pohištvo pa visi dol stropa. Nora izkušnja, ki ti popolnoma zmeša orientacijo. Imajo pa okrog in okrog zgrajeno ograjo, tako da se z ulice noter ne vidi prav nič. In moraš iti prav plačati vstopnino in notri. Vstopnina je bila pa 7 evrov na osebo. Всем.